Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Kidričevem, kjer odpiramo 23. krog lige Telemach. Aluminij in Olimpija se bosta torej pomerila v lepem vremenu za ta letni čas. Sploh tudi nekaj navijačev se je že zbralo v šumi, so vendarle prisilile strokovni kader Kidričanov, da je danes priložnost dobil Gorenak. No, tole pa je bila prva priložnost tudi z zaključkom za Olimpijo na današnji tekmi. Brest je poizkusil, uspeli so nekako zgostiti Kidričani prostor pred svojimi vrati. Sualeh s predložkom, to je priložnost za Ešnika, gol! Zadetek Timija Maksa Ešnika in tole je zdaj potrditev tistega, kar se redno dogaja, ko je kdo gosto daje pod prečko, potem do naslednje oddaje ali asistira ali doseže zadetek. No in to je danes še enkrat več, bomo rekli, v svoji šumi. Olimpija zmagala z 1-0 in bomo rekli, kar po dolgem času uspela ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Tole je zdaj nova priložnost za Ešnika, pa Floruc, ki strelja gol. 2-0 vodi Olimpija, 18. minuta. No, tole pa je zdaj velika težava za Kidričane, ki so se zgodaj znašli v občutnem zaostanku. Zadovoljene lahko Zoran Zeljković, za hip na vaših zaslonih Raul Floruc. Ravno sem govoril o tem, da je zadev tudi v sredo proti Domžalam, pa je tule izkoristil priložnost, ki so mu je ponudila. Tudi Olimpija ima na klopi še dva vratarja. Tule je bil Jovanović zaustavljen, pa zdaj strel Jovana. Močno pod prečko je šla žoga, ampak Pintol v aktualnem prvenstvu Ešnik. Tule je Floruc. Silva s predložkom, 3-0. 3-0 vodi Olimpija. Strelec pa je ponovno Timi Maks Ešnik. In ne samo, da je po gostovanju v oddaji pod prečko dosegel enega, zdaj še drugega, skupno pa 4. proti Aluminiju v svoji karieri. Razpoloženje kapetan Olimpije, 44. minuta. Priložnost še pod taktirko Alberta Riere je debitiral decembra 2022 na tekmi v Sežani. Tole pa je bila velika priložnost za znižanje. Silva preigrava Ešnik. Ešnik ima novo priložnost. Ešnik strelja in Lan Jovanović mu je zdaj preprečil hat-trick, ki sem ga omenjal pred nekaj trenutki. Dejan Krljanović mu že daje napotke, vstopil pa bo tudi Žan Baskera. Kar najverjetneje, tole je priložnost za Olimpijo, 4-0. 4-0 za Olimpijo, tudi Brest je zadev proti svoji nekdanji ekipi. Ja, zakon bivšega se je danes močno potrdil, recimo temu tako. 2 zadetka Timija Maksa Ešnika svoji matični ekipi. No, zdaj je to storil prvič danes tudi Marko Brest. Na videz nenevarna akcija, celo vratar je poslal žogo. Ampak ni še konec. Motika! Krasen strel Motike. Priložnost za Pedra Lukasa, še je nevarno, ostaja 4-0. So igralci v rdečem in Olimpija je v novem protinapadu. Še eno zadnjo zamenjavo pa bo storil Dejan Krljanović. Sam je Pedro Lukas pred vrati, Lan Jovanović brani. Z glavo zadev Timi Maks Ešnik po podaji Sualeha. 3 minute kasneje Floruc za 2-0. Ešnik še pred iztekom prvega dela za 3-0. Potem pa še asistenca Ešnika. Brestu, ki zdaj poizkuša. Pred tekmo ste dejali, da greste vedno na zmago, da bo energija, ampak zdelo se je, da danes pa vseeno energije, predvsem na sredini igrišča, tiste prepotrebne za uspeh proti Olimpiji, ni bilo.
Pa dobro, mislim, kar se tiče energije, nimam kaj očitati fantom. Tudi trener Robi, ko smo se že pogovarjali, je rekel, kar se tega tiče, ni tolikšen problem. Definitivno je bilo mogoče tisto, da nismo bili, da nas ni ista igra krasila kot proti Radomljam, premalo je bilo teh malih faulov na sredini igrišča, predaleč smo bili od igralca Olimpiji pustili, da je to značilno igro razvila in potem je taka situacija kot je. No. Tudi v drugi polčas smo potem nekako, bi rekel, z neko drugačno energijo krenali. Tista izbita žoga s črte nas je malo, mogoče bi nas dvignala, če bi šla noter in bi se stvari razpletle v drugo smer, ampak žal je tako kot je, se pravi gledamo že proti Muri in naslednji tekmi. Koliko je morda porušilo vse skupaj to, da ste prejeli tretji gol pred odmorom, pri 2:0 bi bilo najverjetneje vseeno še nekaj več optimizma? Ja, mislim, kar se tiče fantov, jaz mislim, da po pogovoru med polčasom v garderobi so tudi sami verjeli. Mislim, šli smo s to miselnostjo, da smo tudi takrat prvo tekmo na domačem igrišču že 4 gole uspeli dati. Smo nekako tudi na ta način razmišljali, se pravi pozitivno, ampak posledično ni, tako sem rekel, že tista priložnost ne iz črte zbita v nekih fazah igre, nismo rečemo naredili pritiska na nasprotnikovo obrambo, se pravi s temi predložki strani, ko so že bile situacije za to, se pravi Olimpija je lahko razvijala še vedno tisto svojo igro po cesti in podobno. No. Kaj boste s fanti izluščili iz tega tedna dvojnega kroga, pomembna zmaga v boju za obstanek, zdaj pa tudi seveda tiste tekme prihajajo, ko boste pa spet morali biti na tem nivoju zbirati točke, kot ste jih med tednom. Tako, mislim, že pred tekmo sem dejal, da je še vedno 14 tekem do konca, da se nismo zadovoljili s tisto zmago, tudi v to tekmo nismo štartali z miselnostjo, da pač karkoli se je dogajalo prejšnjo tekmo, gremo iz tekme v tekmo, vsako tekmo probamo izvlečiti nek pozitiven rezultat, tako je bilo tudi tokrat in pa naslednjič bo isto, se pravi neke vzorce pozitivne bomo probali potegnati ven iz te tekme, tiste negativne pa rečemo temu anulirati do naslednjič. Zoran Zeljković, čestitke za zmago. Imeli ste težave v vaši trenerski karieri tule v Šumi, danes prišli do zelo zanesljive zmage. Čestitke za dobro predstavo in pa tudi za dvig forme kapetana Timija Maksa Jelšnika, omenjali so to v studiu. Zdaj je zares spet tista reprezentančna predstava tale danes tukaj. Ja, če bi vedel, bi prej prosil medije, da napišejo, da ne more igrati v Celju. Tako da upam, da je dokazal, da lahko igra kjerkoli. Ja, normalno, za nas zelo pomemben člen. Mislim, da smo zasluženo zmagali, odigrali zelo zrelo tekmo. Bili bliže 5. golu kot oni prvem, tako da, ampak zdaj nas čaka tekma sezone in sami vemo, kaj je naš cilj in če hočemo do tega cilja priti, je zelo pomembno naslednja tekma. Koliko vas veseli, da se igralci niso zaustavljali, dejali ste, bili ste vi bliže 5. golu kot oni prvemu, koliko je to pomembno za trenerja, da je ostal ritem enak tudi, ko so vstopili, vem, da trenerji ne radi uporabite izraz rezervisti. Ja, meni je to zelo pomembno, se pravi, da ko zamenjamo, da imamo iste stvari v igri, kaj hočemo, da ni razlike, vsak ki dobi priložnost, pač poskuša izkoristiti in z vsemi sem normalno zadovoljen. Vedno ponavljam, da imamo širino in ta širina je zelo, zelo pomembna. Paket tekem sledi, ko se lahko približate, nekako že v naslednjem krogu sami seveda odločate, če lahko Celju nekako pritisnete oziroma pritisnete na Celje, potem pa še jasno derbi in tudi preostali napeti obračuni. Se bo lažje pripravljati sploh po teh predstavah na začetku pomladi, ko ste iz kroga v krog močnejši na te obračune, ki sem jih omenil? Ne vem, če bo lažje, ampak sigurno, da si bolj samozavesten, ko zmaguješ, ampak čaka nas zelo težka tekma, igramo proti prvim, igramo doma in če hočemo še enkrat priti do cilja, moramo to tekmo zmagati. Neodločen rezultat je dober za nasprotnika, za nas ne in vse bomo naredili, da zmaga ostane doma. Kaj ste danes sporočili Celju s to predstavo? Ne vem, to morate njih vprašati, se pravim. Rekel sem, da smo nažalost v takej situaciji, da nismo odvisni sami od sebe in od začetka imamo fokus na svojo igro in tako bo tudi v nadaljevanju. Mario Šubarič je ob meni. Mario,
Tin je napovedal kapetan Martič, da boste šli na glavo v drugem polčasu, ampak Olimpija ni dopustila ničesar, da bi se vrnili. Kako ste videli tekmo? Dogovorili smo se na polovremenu da ćemo ići na glavu, da ćemo dati sve od sebe na terenu i mislim da smo tako i izašli. Nažalost nije nam se posrećilo, imali smo onu još jednu šansu. Suso kad je dodao unutra, nije nam se posrećilo, ali dali smo ipak sve od sebe. Koliko je manjkala energija Jagića na sredini igrišća, koliko ste to občutili? Mislim da da, ali u svakom slučaju svaki igrač koji je danas bio na terenu umjesto igrača koji nisu u kadru su dali sve od sebe i nemamo nikom šta zamjeriti. Glave gore, idemo dalje. Glavne tekme v boju za obstanek pridejo zdaj, bo energija tista prava? Je. Imamo još dosta utakmica, treniramo jako, idemo na glavu do kraja i daćemo sve od sebe. Ja, Marko Brest je v naši družbi. Marko, čestitke za zadetek, za dobro odigrano tekmo. Pravilo bivšega se je izkazalo za pravilnega v dveh primerih, tokrat ne, če pogledamo še bolj nazaj pri vašem kapetanu. Kako ste videli tekmo sicer? Dobro ste igrali od samega začetka? Ja, mislim, da smo zelo dobro igrali od prve do zadnje minute, držali žogo in mislim, da smo popolnoma zasluženo zmagali. Veliko je bilo prostora po krilih, dobro sta tudi oba bočna branilca odpirala prostor, stala zelo široko. Vam je to olajšalo nekako vključevanje v napad? Pa ja, mislim, da smo se dobro pripravili na Aluminij, dobro analizirali in zadeli 4 zadetke ter zasluženo zmagali. Motor v napadu se je nekako zagnal, vse boljša je Olimpija. Kaj to napoveduje za naslednje tedne? Pa ja, mislim, da smo iz tedna v teden smo boljši, tudi vsi napadalci smo začeli zadevati in mislim, da je to samo dobra popotnica za naprej.